Po 2 letih je v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah ponovno potekala tradicionalna podelitev priznanj športnikom in športnicam občine Jesenice, ki jih podeljuje Športna zveza Jesenice in pa regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije. Po 2 letih ponovno podelitev priznanj na občine Jesenice, Športna zveza in pa Olimpijski komite Slovenije. Ja, res je, čeprav smo manjšo prireditev že uspeli narediti lanskega junija, vendar pač zaradi korone v zmanjšanem obsegu, pa se tokrat vračamo nazaj na tisto ustaljeno prireditev, kjer se zberejo jeseniški športniki, jeseniški športni delavci in pa seveda letos ponovno spet tudi nekaj naših športnikov, katerim priznanja podeljuje Olimpijski komite Združenja športnih zvez. Mi smo zelo veseli, da se je pač ta tradicionalna prireditev vrnila, da lahko pozdravimo te naše športnike in da lahko ugotovimo, da se je začelo normalno življenje. In koliko priznanj bo tokrat podeljenih? Podeljenih bo 8 priznanj Olimpijskega komiteja in pa 25 priznanj za uspehe športnikov in pa nekaj tudi za zaslužne športne delavce, ki so pač v teh letih pripomogli, da na Jesenicah šport deluje. Nocoj bo tudi posebno priznanje prejel Jernej Slivnik, član Paraolimpijskega komiteja Slovenije in pa udeleženec paraolimpijskih olimpijskih iger v Pekingu. Pa ne samo to, veseli me seveda, da je Jernej ponovno z nami. Jernej je kar tradicionalni gost naših prireditev. Zelo sem vesel, da je čas prinesel, da se nam končno lahko pridruži tudi Maruša Ferk, preko zadnja jeseniška olimpika, vsaj zimska, vsaj v tem trenutku, kajti nažalost smučarija na Jesenicah in okolici nekoliko peša in dejansko je Maruša res tista zadnja udeleženka olimpijskih iger, zadnja udeleženka svetovnega pokala v hitrih disciplinah in po dolgih letih je našla čas in uskladila termin z nami, da je lahko gost na nocojšnji prireditvi. Poleg teh 2 pa bo posebno priznanje prejel tudi svetovni prvak v športnem plezanju, v težavnosti, tako da bo seveda to še poseben dodatek, kajti prav po Točarju smo dolgo čakali na to, da mu priznanje lahko vročimo. Lanskoletna bera zdaj še zmeraj nekoliko okrnjene tekmovanja in tako naprej, kaj reči. Ja, pravzaprav so normalno sezono imeli samo športi na ledu. Posebej drsalni klub Jesenice je imel kar nekaj tako državnih tekmovanj kot tudi mednarodnih tekmovanj in zato so tudi med nagrajenkami članice drsalnega kluba. Tudi hokejisti so uspeli izpeljati državna prvenstva v članski konkurenci in pa v konkurenci U19, kar se tudi pozna na današnjih priznanjih. Še posebej smo veseli, da je bila osvojena v teh težkih časih tudi 36. jeseniška zvezdica. Potem pa nažalost ni bilo šolskih tekmovanj, ki so v prejšnjih letih bili eden izmed najštevilčnejših med dobitniki priznanj, pa tudi nekatera druga tekmovanja so bila. Zanimivo pa je, da se nam v letošnjem letu pojavljata kar 2 košarkarja, ki sicer eden igra v Španiji, to je Matija Samar, drugi pa je igral v Rogaški. Te 2 fanta sta bila člana reprezentance U18 in osvojila v Turčiji naslov evropskih prvakov in oba gresta po stopinjah Žiga Samarja, ki je prav tako že trkal na vrata reprezentance, kar pomeni, da se v jeseniški košarki dela zelo kvalitetno in da fantje kar hodijo na mednarodna prizorišča in se spuščajo v boj z vrhunskimi košarkarji. Kateri so bili pa problemi, recimo, ko so se srečevali zdajle športniki v lanskem letu, pa kljub temu dosegali uspehe? Največji problem je bil, da se je nastopalo brez gledalcev.
To recimo samo za primer jeseniškega hokeja pomeni praktično izpad 1/3 sredstev, ki jih sicer prinesejo v klub navijači, gledalci, in prav za ta sredstva država ni imela nobenega razumevanja. Vrnili so nekaj stroškov za obvezna testiranja, seveda niso pa tega izpada prihodka upoštevali, kar je za te naše majhne Jesenice zagotovo en velik problem. Tudi manjšim klubom se pozna, da ni bilo gledalcev, ker tudi oni se sofinancirajo iz tega vira. To je bil eden izmed problemov. Drug problem pa je, da opažamo, da je zaradi blokade v klubih kar nekaj dejavnosti upadlo in bo v bistvu leto 2022 tisto, ko bomo morali spet strniti vrste vsi športni delavci in vrniti mlade in pa manj mlade v telovadnice in na športna igrišča. Letošnje leto je za slovenske športnike zelo uspešno, olimpijske igre in tudi ostali rezultati, kot ste videli tokrat na Jesenicah. Ja, moram reči, da ne glede na okoliščine, se pravi korono, ki nas je 2 leti na nek način v športnem žargonu rečeno prizemljila, je to leto, seveda predhodno leto, je bilo kot pokazatelj temu letu zelo odlično. Zelo sem vesel, da so športniki našli pot, način, kako ostanejo v športnem ritmu in kako lahko tudi ob zelo oteženih okoliščinah dosegajo rezultate, pa tudi mislim samo na tako imenovane stopničke, kot jim pravimo v smučariji, ampak na vse ostale rezultate. Udeležba, srčna borba na tekmovališčih, predvsem pa športni odnos je tisto, kar naše športnike najbolj, bom rekel, zaznamuje v pozitivnem smislu in niso prepoznali samo po športnih rezultatih, ampak predvsem po tem tako zvanem ekipnem duhu in slovenstvo odražajo na vsakem koraku. Od srede do sobote so nas ponovno razveseljevali skakalci, kot že na olimpijskih igrah, in seveda letos je bilo to, kar smo bili navajeni tudi včasih, publika. Ja, jaz, ko sem to malo iz višine gledal, kot se temu reče, mislim tu predvsem na to okroglo poslopje v Planici, sem bil zelo vesel in pa kar nekako je srce igralo, ko vidiš, kako so ljudje bili željni tega, kako je naš slovenski narod komaj čakal, da pride, da se zopet športno druži in da tudi na ta način izkaže čast in priznanje slovenskim športnikom, pa tudi pokaže, da Slovenci tudi, če ni dobrih rezultatov, smo skupaj, ko pa so, smo pa še posebej skupaj. Omenili ste tudi, da ne bi bilo letos namenjenega več denarja iz državnega proračuna. Ja, moram reči takole, da sem tudi jaz, čeprav sem po naravi zelo optimist, pa zdaj resnično zelo presenečen v pozitivnem smislu. Če bodo zaveze bodočih oblastnikov, nekateri bodo, levi, desni, sredinski ali barvasto obarvani v koalicijah, so v en glas prepoznali, da je financiranje slovenskega športa na državni ravni res zadnjo v vrsti vseh družbenih dejavnosti in njihova zaveza z dvigom za šport denarja za 100%, se pravi iz 25 milijonov na 50 milijonov, je zaveza, katero upam, ne bodo snedli. Malo je voditeljica, vaša kolegica, takole v šali, seveda verjamem pa tudi zares, rekla takole, a veste, bili ste slikani, posneti in filmani. To pomeni, vsi dokumenti, kateri so v modernem času na razpolago, so zdaj to vašo zavezo evidentirali in jaz pa mislim, da je tudi bilo nekaj srca zraven, tako da je velika možnost, da se to uresniči. Ali menite, da so športniki dovolj spoštovani, nagrajeni za vse te svoje uspehe, kar pomeni, da morajo vložiti veliko truda, volje in energije?
No, če bomo rekel takole, z ozirom na to, da so se najvišje nagrade tudi res podvojile oziroma celo nekatere potrojile, da so neobdavčene, kot se temu reče, govorim za vrhnji sloj, se je odnos do športnikov popravil, tudi v občinskih okoljih, tam, kjer sem bil prisoten, so občine na ustrezen način prepoznale vrednost športa. In če bo to šlo, bi rekel, po enakih oziroma z enakimi koraki in pa seveda, da ne bo spomin opešal, potem bodo naslednja 4 leta, predvsem pa teh 10 let novega nacionalnega programa, dosti bolj uspešni, kot je bilo zadnjih 10 let. Kako bi ocenila letošnje leto na olimpijskih igrah, kot ste omenila, to so že vaše 4. olimpijske igre? Ja, pač letošnje leto je imelo veliko vzponov, veliko padcev. V bistvu največji vzpon, najbolj si bom zapomnila na to leto po olimpijskih igrah. So bile moje zadnje 4. in v bistvu sem tukaj tudi dosegla svoj najboljši rezultat, ker sem si to tudi želela, to je bil tudi moj cilj, tako da v bistvu sem z olimpijskimi igrami zadovoljna. Cela sezona je bila pa tako majčkeno valovita. Boste še tekmovala? Pač drugo leto je še svetovno prvenstvo, nato šele pride leto premora, velikih tekmovanj. Tako da bomo videli, se je kar treba mentalno pripraviti spet na novo sezono, na delo, začeti že konec aprila, res na polno, tako da bomo videli, kako se bojo vse stvari razpletle. Sigurno bi bilo lepo iti oziroma se uvrstiti na še eno svetovno prvenstvo. To bi bilo moje že 7. Ampak bom tako rekla, zdaj me čaka nekaj počitka, da majhen umirim glavo, zbistrim misli. Kaj vam pomeni današnje priznanje oziroma današnje nagrade na tradicionalni podelitvi športnikov in športnic Športne zveze in pa regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije na Jesenicah? Jaz sem zelo počaščena, da sem bila povabljena oziroma da sem dobila priznanje. Sem pa prav razmišljala, a sem že sploh kdaj bila lahko v živo sama prisotna, ampak pač se ne spomnim. Mislim, da eno leto je prišla moja mami namesto mene, ostalih nekaj let sem tako dobila po pošti na to priznanje. Mislim pa, da sem letos še sploh prvič lahko sama takole v živo, tako da v bistvu to je tudi en tak dogodek. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Jernej Slivnik, udeležili ste se paraolimpijskih iger letos v Pekingu. Kakšni so vtisi, kakšni so bili občutki? Občutki so bili zelo lepi. To so bile že moje druge igre, tako da spet ena nova izkušnja in sem zelo vesel, da sem bil lahko tam. Kje so bile prve? Prve so bile pa v Južni Koreji. Sedaj, kot sva se malo prej pogovarjali, imate malo premora med samim tekmovanjem. Kaj delate? Res je, zdaj sem si vzel nekaj časa še za šolo, da še uspešno zaključim jeseniško gimnazijo pa maturo, potem pa začnem nazaj s treningi. Kakšni uspehi so še za vami v letošnjem letu, v letošnji sezoni? Kje vse ste se udeleževali? Tisto prvo glavno tekmovanje je bilo sigurno svetovno prvenstvo v Lillehammerju na Norveškem, kjer sem bil 7. v veleslalomu pa 4. v slalomu. Pol pa sigurno te igre so bile pa še tisti vrhunec. Vam bodo te paraolimpijske igre v Pekingu ostale v posebnem spominu zaradi vsega, zaradi epidemije, zaradi vseh teh pogojev, ki so bile nekako drugačne od prejšnjih? Jaz upam, da so bile to prve pa zadnje igre pod takimi pogoji. Sigurno bodo ostale v spominu, ampak si želim, da že čez 4 leta bo vse skupaj veliko bolj odprt. In kaj vam pomeni današnje priznanje na tradicionalni podelitvi športnikov in športnic občine Jesenice?
Jaz sem zelo vesel, da sem prejel to priznanje. Nekako je to potrditev dela do zdaj, da sem na pravi poti, obenem pa motivacija še za naprej. Iskrene čestitke za vse, kar ste naredili in pa seveda še naprej veliko volje, energije in posluha. Hvala. Zakaj ste se vi pravzaprav odločili za športno plezanje? Kot smo slišali, plezate že kar 15 let. Ja, pa ne bi izpostavil nekega posebnega faktorja, ki je v bistvu pripomogel k temu, da sem se odločil za plezanje. Enostavno je bilo to že od mojih nog, skozi otroštvo sem pač odraščal s plezanjem. Na začetku bi rekel bolj kot igra, pa tudi sem zraven treniral tudi še odbojko, ampak se mi zdi, da je bil plezanje res tisti moj šport, v katerem sem se našel. Ne samo v teh športnih, ampak tudi bi rekel, da plezanje pomaga tudi skozi življenje, ne samo pri športu, se nekako veliko naučiš in ja, jaz sem vesel, da sem vztrajal v tem športu. In zdaj ta kariera, začetni uspehi, zdaj je najuspešnejša do zdaj sezona, kaj reči? Ja, bi rekel, da sem vsak športnik sigurno čaka na tako sezono, kot sem jo jaz zdaj. Nekako sem se prebijal bi rekel, dobrimi rezultati tudi skozi mladinsko reprezentanco, tudi sem že bil mladinski svetovni podprvak in ja, se mi zdi, da je to zelo pomemben, ker še vsem dobiš tisto neko bazo, ki ti pomaga tudi potem. Res sem vesel, da sem dobil priložnost pri članih že tako zgodaj, da sem začel nabirati izkušnje. Nekaj težkih sezon, ampak ja, se mi zdi, da so se mi tudi te sezone, mogoče, ki niso šle ravno po planih, pomagale, da sem si nabral izkušnje in da sem lahko to pokazal v lanski sezoni. Gre pa za dve veji plezanja. Kateri? Ja, se pravi, zdaj tudi na olimpijskih igrah bosta najbolj pomembna težavnost in pa balvani. Jaz sem svetovni podprvak v težavnosti. So pa balvani tudi neka disciplina, ko se v bistvu približuje težavnosti. Stil plezanja se nekako ne razlikuje, čeprav je pač čisto drugačna disciplina. In ja, jaz v bistvu treniram balvane tudi vsako sezono. Sigurno je to zdaj pomembno zdaj zaradi olimpijskih iger. In ja, to se ne bo spremenilo in upam, da naredim tudi kakšen dober rezultat v balvanih. No in vsakem športniku je želja, da se enkrat udeleži olimpijskih iger in tudi vam se to približuje? Ja, sigurno je to tista največja želja. Cilji so sigurno olimpijske igre, ne samo zame, tudi za ostale športnike. In samo 2 mesti sta za fante, tudi kot za punce, da se uvrstita na olimpijske igre, zato bo že boj naslednja sezona za olimpijske igre precej napet. In ja, tako, kar sem že prej rekel, moram stopati stopničko višji v balvanih z mojimi nastopi. In jaz mislim, da po takmu napredku, ki sem ga naredil letos, ne bi rekel, da bo lahko, ampak bi se mi z največ težavami uspelo lahko uvrstiti na olimpijske igre. In kaj vam pomeni današnjo priznanje na podelitvi tradicionalne športnika in športnic? Ja, sigurno je to na Jesenicah nek dosežek, ker so Jesenice res tako športno mesto. Tudi vsi športniki, ki so bili tukaj danes, res dajo Jesenicam nek pomen v športu. In ja, sigurno je to tisti nek, ki mogoče pozabiš, kaj si dosegel prej in vidiš, da res ljudje okrog tebe to cenijo. Iskrene čestitke in srečno. Hvala.